Spoštovane in spoštovani, dragi gostje in vsi ljubitelji gorjanskega športa. Leto je naokoli in veseli naju, da vas lahko pozdraviva na našem tradicionalnem dobrodelnem koncertu Zvezde na snegu, letos že 16. po vrsti. Tokrat z vami v rahlo drugačni zasedbi. Matej in Mateja. Glasba in pa naši tekmovalci, naši svisci, ki tekmujejo v biatlonu in teku na smučeh. Tokrat pa so se našemu povabilu odzvali tudi dranski igralci kulturnega društva Gorje in za nas pripravili kratko igro, napisano posebej za današnje zvezde. Nocojšnje zvezde so za Avsenikovo zvezde na nebu žari, tako kot je že tradicionalno in kot že prav vsakokrat do sedaj prižgali člani vokalne skupine Lep Lep pod umetniškim vodstvom gospe Vide Mihelčič. Predstavili nam bodo še naslednji dve pesmi, in sicer Avsenikovi Gozdovi v mesečini in Lunco poglej. Na harmoniki pa jih bo spremljal Franc Valan. Thank you.
da nastopajo na najvišjih nivojih, da že zdaj nastopajo, tako da držimo pesti za njih in res najlepša hvala za vašo podporo in za vaš obisk. Uživajte. Hvala. Hvala naši predsednici Renati. Včasih pa le talent in močna volja nista dovolj za uspehe. Žal danes zelo veliko vlogo igrajo tudi kakovostna oprema, maže, intenzivne priprave, možnost treniranja izven meja naše domovine. Da je vse to mogoče, tudi le podpora staršev ni dovolj.
Tukaj nam na pomoč prihitijo naši podporniki in največji med njimi je občina Gorje. Na oder vabim župana občine Gorje, gospoda Petra Torkarja, da nam nameni nekaj besed. Spoštovane občanke, spoštovani občani, dragi starši, spoštovane svetnice, svetniki, spoštovana podžupanja, spoštovani predstavniki Olimpijskega komiteja Slovenije, spoštovani donatorji, vsem skupaj en lep dober večer v imenu občine in v mojem imenu. Namreč današnji večer, današnji oder je pripravljen za kulturo in šport. Dvorana pa je pripravljena na zabavo, zato bodite glasni. Torej, danes se bodo na odru predstavili kandidati za zimske olimpijske igre 2030, 2034 in 2038. Kar 44 predstavnic in predstavnikov tega na smučeh in biatlona se vam bo predstavilo. Zato mislim, da je čas za en velik aplavz. Jutri se odvija tekma na Rudnem polju Kopruka biatlon, zato vabljeni, da te naše mlade športnike podprete, že jutri od 10. ure je štart. Torej, v letošnjem letu 2026 odpiramo 6. februarja zimske olimpijske igre v Italiji. Do 22. februarja bodo trajale. Tukaj pa so naši predstavniki občine Gorje, to je Anja Mandac in pa Miha Ličev v teku na smučeh in pa Miha Dovžan v biatlonu. Takole, če bi zdravniki pisali lahko recepte za najboljši možen način zdravljenja našega duha in našega telesa, bi bil to zagotovo šport in pa hoja v naravi. Zato vsem, ki ste tukaj, želim veliko zdravja in pa veliko hoje, ki jo imamo na razpolago v naravi, po kljuki, mežaki ali pa kje drugi. Predvsem pa je tisto najboljše zdravilo dober štart v novo leto, to je današnji dan v dvorani osnovne šole Gorje, športni dvorani, dober začetek leta in bodimo zdravi. Naj se zabava začne. Srečno! Pa pojdimo od besed zopet v glasbi. Naš naslednji gost je Rok Oman, ki smo ga lansko leto prvič pozdravili na našem odru. Rok je učenec 3. razreda osnovne šole Gorje, predlani pa je začel s učenjem harmonike v glasbeni šoli Radovljica. Prosti čas rad preživlja na svežem zraku, skrbi za domače živali in doma ustvarja v delavnici. Najraje ima domačo, slovensko glasbo, če pa zraven igra še harmonika, pa še toliko bolj. Danes nam bo zaigral ljudski Izidorov Čice Pasev in Židana Marela.
naši starejši sovaščani. Dramski igralci kulturnega društva Gorjak smo v zadnjih letih lahko večkrat videli na odru Gorjanskega doma. Verjetno smo vsi videli njihovo bohinko, ki so jo samo v Gorjak zaigrali kar 8-krat. Špela Torkar je posebej za današnje zvezde napisala igro Zimska olimpijada seniorjev. Pa si oglejmo, kako izgledajo njihove priprave na olimpijske igre. Plus tega pa sploh ne kako postale. Pa daj, no. Ej, Tina, niš mu hitaš. Evo, kaj da nam. Evo, to bi malo nekaj dali. Sva se vidla nakon vrstele. Pa videla, da nisva nazadna. Veš koja, Tina, slab te ubogajo. Moji so bolj pridni. Po mojem, da kakaj pozabite na tole zimsko olimpijado, samo mimo šli v Milano. Živjo. A da ne, no. Ej, ukaj pa tale toliko visok? Pustga napihnenca, misel, da ima zvarka. Kjerga? Ohvet kjerga. Kva? A ste kaj rekla? A ste spet pozabiva vzeti aparat, pa ga dati v šesa. No, vse ni važno, daj da počas hrbet poglikat. Dajmo, pa bomo malo, da je vložko lebirglo nekam, no bo pomagaj. Dajmo in 2 kroga z rokam nazaj, malo se vzravnajta počas, da nam gre prehiter, no, da nam je kaj štikanje. No, ampak malo pa le, ajde, dajmo, malo, da se ramensko obroč malo razgiba, dajmo, gremo, dajmo, pa še malo naprej, 3 kroge, dajmo, da se malo prejeta. A sva posna? Posna, poglej, koliko je ura. Kjera kura? Ima naj tiho, kaj nič ne slišiš. Aj prav tako. Spus je nekaj. Doma sem itak za vse sama, pa tako hitim. Za vse sem sama, pa stalno zamujam. Ampak to spa čist sama kriva. Sej moja, sej vidim, bo malo si nesposoba. No, dajmo, še vidve, malo, roke nazaj, dajmo, roke treba ukriti. Roke? Zato pa roke, a nam bo laufa. Vidiš, prav, da je treba zmeriti cel telo ukriti, tako da prosim začni krožiti z rokam. Vidiš, prav, ja, a s tem mar vidiš, a? A bi ti rada na koncem kazen s krokom, da? Ne, no, dajmo, vidi tudi, krožimo z rokom, ajde, dajmo, malo, živate. Pa še naprej, 3 kroge, šul. Ja še tako nismo šli, žal se ubil. O, Bože, mili moj men vas poslov. Dajmo, malo življenja, pa še malo kroženja z boki, dajmo, se naspiva, da se v nočak res glede. Dajmo, gremo. Vsaj požemo. Ki baš pa gure gremo vinke? Se ne važno, da že pa šle. Sejga, zato ste vedni blanč, pa skop držete, ali? A ti res rada še enkrat na skok? Dajmo, gremo, ajde. Še 5 počekov. 1, 2, 3, dajmo, 4, ajde, malo življenja, gremo. Hola, nej, sorry za zamudo. Jaz imam premajhen avto za tele lav. Pa sem ga pa mogu še iskati, te pa zamujala. Kdo je pa vama rekel, da smo mi zunaj? Ste rekel, da bomo mi vzeti trening zunaj? Treninge zunaj, se vidiš, da je premalo snega, Kalnik še ni mogel proge potegniti. Čak, ste rekel, da bomo šli gor na Pokluko? Ja, rekla si ja. Ja, na Pokluko bomo že šli. Danes smo tlele v telovadnici.
Dajmo, prošite z roka, dajmo. Kaj pa ne jaz s pastinom s kučom naredim? Ja, koga, pleči hvrs so itak stare. Dajmo, še malo kolena, kružimo s koleni, dajmo. Ajmo, malo življenja. Še vidve, prosim. Dajmo, itak zamujamo in to na tanko 22 minut in pol. Ampak to je še vse gled majhen bolj, kar je bilo pa včeraj. Pa ni važno. Mi bomo šli v Milano, a jasno? Ajmo, gremo, prošite, še majčka kolena. Ja, pa če mi svi sem rekli, ne gremo na masnas. Čak, a oni tu tekmujejo? A už rekel, da še ni slišal za njih. Seveda tekmujejo, pa še dobar so. Ja, že. To še velikrat na veselici igrali. Ma, dajte no, to nisem uskostali, da je. Ma kašne smisci, babe? Ega, mi bomo šli v Milano, a jasno? Ja, bomo. No, gremo. To je vse knjige, užas, ki jih vsak nov, da se vsi poznajo, pa. Ni važno, ni na dvor, ni na dol. Mi gremo v Milano, a jasno? Kam gremo? Milano. Kam bomo šli? Milano. Kdo bo šel v Milano? Mi! Yes! Gremo, dajte! Kje ni blago, ne kuplje folka? Ja, oni so prišli na zvezdi, to nas ne zanima. Oni nam do tebe gledati. Ajde, gremo. Hitna, še malka dober. A ti radiš na doma na trening? Tako starih ne jemlje. Gremo. Это najbolje. Kje ste bili? Vidva z Janezom sem že začela. Se veš,
še vse ni razlog, da zamujate. A koga teži zdaj za tele boge 2 minute? Ej, če te 2 minute na štart zamudil, na mogo noben tekmovati. Ej, pa na bomo, aj. Bomo pa hitro pili. Ej, na olimpijadi nobenega alkohola, ste slišali? Ja, pa se vsi pijejo. Ne, Pa se vide. ta prav športnika ne. Dolžana prašte pa vam bo povedal. Jaz pa takole povem. Mi smo pa seniori, pa okali 3 šnopčke pri tekmu pijemo. Ne, rekel sem ne. A me slište? Ej, ga prvi svoj. Aj še aparat. Dej, fantje, gremo obliva, da samo javlja si resen, no. Ja se vidim, ki je športnik, ki je pa na zdobu. A kak norcev ni več? Ni. Ja, ampak vam pa bo, če bomo šli malo drug posvite nam posadnega dolce peš. To pa bo panja. Je kam pa gremo? Je v Milano, a še to ne veš, če je. Kaj, a zdaj? Ne, če za mes. Na olimpijado gremo, a spet pozabil. Na kakšno olimpijado? Zato pa mi zdaj tle treniramo. A ja, jaz sem pa mislil, da je to eno poljska telovatelj. Ne, na zimsko olimpijado seniorjev gremo v Milano. Uči, piti pivo. Ne, v teku na smuči. Za biatlon sem bil pa malo skeptičen, a ne vas porjava pa ne? Ej ga, drugače to. Glede na to, da na tekam skoraj gotovo ne bom ben priznam pes, pa vidimo tudi bolj skvap, sem jaz sem bol zelo pod kakšnim kolstom rado. O, še kdo kakšnega makarona reši. Koga? Pa makarona bomo jeli. Ja, da ne trenik, da li odkuj vačem ga. A gremo na manico. Ej, kam? Zdaj so sklince, gremo nazaj. Sklince. Kar sam je del. Mi da postanemo vam pa še sklince delati. Ne, fantje, no, samo jade se resa, gremo, še počipi, 5 počipov vsak, gremo. Adijo. Nazaj. Adijo. Nazaj, Da greš pa naprej. nazaj, počipi. Na, spet sem za vse sam. Neč se bat, pride še ta tretji del, videl, ko so tole izpeljali. Kdo pa so zvezde na snigu? Pa jih spoznajmo, naše zvezde, naše svisce. Vabim vodjo tekaško-biatlonske sekcije Tomaža Žemljo, da nam predstavi trenerje in tekmovalce. Dober večer še z moje strani. Res je lepo videti tako lepovno telovadnico, da naše tekmovalce podpirate v takšnem številu, tudi vi, ki ste danes prišli na naš koncert. Kot vodja panoge za tek in biatlon v društvu, mislim, da je to lepo, da kraj živi z našimi tekmovalci in le tako se lahko tradicija laufa in biatlona v Gorjah nadaljuje. Hvala tudi vsem nastopajočim, predvsem mali lokalni skupini Bled in Ani Skombač, ki so bili del programa na tem modru na vseh naših zvezdah do sedaj, se pravi na 16. Dajte mi prav zelo. Ker pa je koncert namenjen našim tekmovalcem in trenerjem, kot je omenila že Mateja, jih bom sedaj kar povabil na oder, da se vam pokažejo. Brez trenerjev ni vrhunskih športnikov.
Glavni trener naših tekačev in biatloncev na zračni puški je naš nepogrešljivi Domen Potočnik. Je odličen trener in tudi tekmovalci ga imajo zelo radi. S svojim predanim delom in znanjem je dobil tudi povabilo Smučarske zveze, da gre lahko kot spremljevalec tekaške reprezentance na olimpijske igre za pomoč pri pripravi smuči. Dajmo še naprej. Miha Lipišar je trener tekmovalcev na malokalibrski puški in pod njegovim vodstvom se kalijo naslednji rodovi Jakova Faka, Ane-Marije Lampič in Miha Dovžana. Pa Matjaž Ličev, ki trenira večinoma Cicibane. Trenira naše mlajše tekače, vendar danes žal ne more biti z nami, ker ni profesionalna trenerka in ima danes ravno v tem času še službo. Imamo pa še par pomagačev, ki nam občasno pomagajo pri treningu, to so pa naši bivši tekmovalci Tjaša Skobin, Mika Mežek in Zala Reper. Kot ste danes že slišali in tudi videli, so letos v Italiji olimpijske igre in na njih imajo možnost nastopiti tudi trije naši tekmovalci, Miha Dovžan, Miha Ličev, Aljaž Omejc in pa še tudi naša Gorjanka Anja Manjic. Kandidatka za nastop na olimpijskih igrah je bila tudi naša Eva Vrevc, pa se je pred kratkim odločila, da je zaključila svojo športno pot. Hvala ji za njen prispevek v pogledu našega društva in gori. Na nadaljnji poti želimo veliko uspeha. Zdaj pa naši tekmovalci, kot sem že omenil, Miha Dovžan, trenutno je na svetovnem pokalu v Oberhofu, on je že potrjen potnik na olimpijske igre. Miha Ličev je na mednarodnih tekmah in še lovi normo za olimpijske igre v teku na smučeh. Med kandidati je bil tudi predlagan Aljaž Omejc, če mu uspe še kakšen dober rezultat na zadnjih mednarodnih in domačih tekmah kot 5. član biatlonske reprezentance. Zdaj pa Lara Kiti, danes jo ni z nami, je tudi naša biatlonka, tekmovalci, kateri so pa tukaj, bo pa zdaj klical gor, Timotej Žemva, Živa Bjoli, ima tudi možnost letos, da so vrstili na mladinsko svetovno prvenstvo v biatlonu, Jure Lariski, Tara Tolko, prav tako ima možnost, da nastopi na mladinskem svetovnem prvenstvu, Meta Mozekič je trenutno v Avstriji in bil tudi normo za mladinsko svetovno prvenstvo, Neža Larisi, Srečko Martis Mozekič, Mirjam Tomaževič, tudi ima možnost biti na mladinsko svetovno prvenstvo, prav tako Uri Šilar, Joža Pogorilc, Filip Jan Mario, Jakob Pomilar, Tima Žemva,
Deja Žemlja, Jakob Poklukar, Jakob Stežinar, Neža Ljub, Luka Pogorevc, Matija Porošec, Katja Poklukar, Bor Porošec, Amca Kulšič, Livija Stežinar, Imer Orisin, zdaj pa še naši najmlajši Cicibani, Frančišek Žemlja, Imer Makazi, Meta Poklukar, Ljubomir Železnik, Oskar Slivnik, Kris Muloj, Lara Slivnik, Vit Pogorevc, Vasilij Artemov, Sofija Žemlja, Janez Šimnic, Uja Punčič, Adolf Jazel, Nikolaj Povisov. Še naprav vzemamo pa vsem, ki se danes tukaj niso aktivno volili. Ampak najprej Tomaža. Res, ja. No, Tomaž, kaj bi ti svetoval tem tukaj na odru, na njihovi športni poti, da bodo tudi oni morda nekoč na olimpijskih igrah zastopali slovenske barve? Kakšen nasvet? Ja, jaz mislim, da glaven nasvet je, da se vztrajajo, da nikoli ne obupajo in da pač sledijo svojim sanjam. In to je to. Včasih otroka pa pač mine veselje. Ni več mohta, ni več zanosa. Kaj bi mu takrat rekel, kako naj v sebi spet najde motivacijo? Njegovi sošolci so na telefonih, on mora pa na trening. Ni vedel. Dobro vprašanje. Recimo, ni nič narobe, če dela tisto, kar veseli, da tudi, če ga to ne veseli, bo pa druge toliko vesele. Hvala lepo. No, zdaj gremo pa na mlajše generacije. Poprašujemo, kar nekaj zmag si že dosegel v svojih letih. Kaj je to recept za uspeh? A doma ta skuha dojo župo, kakšno zasko namaže, so kvalitetni treningi, ali namazane smuče? Povej malo. Treningi pa dobre smuče. To je to. Sveda, kako? Jakob Poklukar, tekmuješ tako v biatlonu kot v teku na smučeh. Katera disciplina pa ti je ljubša? Kje se vidiš čez nekaj let? Ja, meni je biatlon osebno bolj ljubš, zato mi je všeč strelane, pa malo počitke imaš med tekmo. Za naprej pa še ne vem čisto točen, pač bom videl, kako me to veseli. Nimam še nobenih načrtov. Ja, se gremo v Cicibančkam, bo vprašal Mino, ki pa si. Ja, ima že mikrofon. No, Mino, povej, kjer trening paš najrajš? Ali so to lavnice, ali je to plavanje, sup, hribni? No, povej. Sup, lavnice. Tine, daj nam zaupaj eno smešno prigodo s pripravo ali pa s treningov. Jaz sem prepričana, da imaš kakšno dal štreso z rokava. Mi se na klubskem morju mažemo zubno pasto ta zadnjo noč in en me je namazal, pa so pa Jakob, Matija, Katja pa še Neža so vsi rekli, da so me namazali. Pa me je sam en namazal, pa še kar ne vem, kdo me je.
vodstvu, hvala, da v Gorjah ustvarjate zdravo športno okolje. Ponosni smo na uspehe in dosežke, ki iz domačih in tujih tekmovanj prinesejo naši tekmovalci in ki ime Gorij in našega športnega društva ponosno nosijo znotraj in izven meja naše domovine. Hvala, še en aplavz. Naša naslednja gostja pa je naša zvesta Ana Skovač. Ana je pridna študentka, ki zaključuje magisterij za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi. Veliko potuje, ravno kar se je vrnila z dvomesečnega popotovanja po Južni Ameriki. Veliko uspehov si je nabrala na mednarodnih festivalih, največ pa nastopa solo ali s kitaristom Maticem po porokah, zabavah in koncertih. Najraje prepeva slovenske popevke in tudi letos nam bo zapela eno. Vrača se pomlad Kota Pestnerja in At Last Ete Jazz. Znova ti
medu. Zdaj pa gremo naprej. Kako se bo zaključila olimpijska saga naših seniorjev? Bodo prišli na olimpijske igre? Kako se bodo odrezali? Ali pa bosta trenerja čisto izgubila volo in živce? Pa si pogledamo nadaljevanje igre, zimska olimpijada seniorjev.
zdaj razkrepko dvomno. No, ja, priznam, ampak še vseeno smo lahko ponosni. Seveda, ponosni, da smo zmagali z naklopeni. Samo, da pa misliš, kaša bodo pa jih? Ja, to se vam pa jutri svetljilo. Pejdi, da vas njim dol. Pejva, da se nama na avto zgubi tle v Italiji. Hiter preblek. Ja. Hvala igralcem kulturnega društva Gorje in Špeli Torkar. Hvala, da ste si v svojem zares natrpanem urniku vzeli čas za dobrodelnost, čas za naše svisce. Upam, da boste še kdaj gostovali na našem modru in nas nasmejali. Kultura in šport gresta v Gorjah res z roko v roki. Veseljem vam predstavljamo posebno gostjo nocojšnjega koncerta. Na oder prihaja Eva Boto, ena najbolj prepoznavnih slovenskih pevk, znana po izjemnem vokalu in čustveni interpretaciji. Svojo energijo, toplino in glasbeno izraznostjo bo poskrbela za nepozaben nastop ter prijetno v duši. Pozdravimo jo z glasnim aplavzom. Eva Boto, oder rekord. Jaz sem da bom res pričala na lepo vzdušje. Ne boli, ostala sem sama, in da me dan preskrbi. Potaplja se vame, naj jo prevzame, zaupaj mi. Vse leta bližine, preden izgine vse. Samo ti in jaz, veva, kje so prehodi do večnosti, en brez drugega. Sva na pol poti,
Med iskreni ljudmi so preprost
morate vedeti, zdaj od tega že kar nekaj let, ampak jaz upam, da se še spomnite te oddaje. Znan obraz ima svoj glas. Sam ena je rekla ja. A ostali ste kje, a ste vsi spremljali to oddajo? Za koga ste pa navijali? Za koga? Hvala lepa. Zato sem pa zmagala na koncu. Ne, ampak se hecam. Ampak ene stvari pa ne veste, ne. Mi smo se na to oddajo pripravljali več kot pol leta, oziroma jaz sem že, to se je začelo septembra, ne, oziroma jeseni. Mi smo tole že začeli z audicijami že na začetku leta in jaz sem mogla narediti takrat čez 80 imitacij, da so oni sploh ugotovili, da sem jaz primerna za to oddajo ali ne. Ok? In vse lepo pa prav, jaz sem zmagala v tej oddaji, ne, to sezono, ampak jaz sem si toliko želela ene imitacije v tej sezoni, pa je nisem dobila. In jaz bi vam toliko rada zdaj to zapela, da vi presodite, če bi bila jaz dobra v imitiranju te osebe ali ne. A lahko? A niste nekaj doključi, a lahko kažem to? Po mojem vam bo to zelo dobro poznano, pa čakajte, da nastavim li v profil, pa bom. Najrihaj je spomin, nesrečo najde mladosti. Bili so lepi vsi, brez voleči, zasanjane noči. Mladih lepih dni, a bomo hvala moj hit, a bomo skupaj. Srebrna leta. Pa se znate tole glasni, a bo šlo. Na srečo najde mladosti. Bili so lepi vsi, brez voleči, zasanjane noči, mladih lepih dni. Hvala lepa, hvala lepa. Samo da veste, gospodica Kristinec, ne me slikati z tega dela. Dobro, z tega profila bi rada, okej? A bi bila dobro gledca, le? Se ne bi pa zdaj bi tola, nekaj drugač. Ne vem, bi se to zapela, ne, ampak ponavadi naredim primerjavo med Helenco pa še med eno, ampak je čisto drugi svet. Ok? Ne bova probala, bova. Pa samo en del, pa boste vi rekli, a bi bila boljša Helenca, a bi bila boljša Neda Ukrajina. Ok? Ampak samo en del, če. Samo vidite, ker te imitacije tudi nisem dolga v oddaji. Zora je svanula, suza je iz oka danula. Zora je, nema te, čuješ li, ne mogu bez tebe, hoćemo zajedno. Volim vas, vaša Neda. Sad mi možda da povedam, bila boljša Helenca, ali ne. Hvala, niste mu kaj rekel. Okay? A
Ampak morate pa vedeti, trajalo je vse skupaj 12 tednov, 12 oddaj je bilo, ne. In jaz sem si želela, pa da vsaj eno oddajo zmagam. Sej ne, da sem jaz na koncu, ampak morate vedeti, jaz sem čakala do predzadnje oddaje, pač ker vsako oddajo pač zmagal nekdo, ne. Do predzadnje oddaje. In jaz sem takrat zapela našo prečudovito pesem Takler burke cvetov in z njo zmagala v tisti oddaji. Ja, ne? In vem, da me boste tudi zdaj pomagali za pet zraven, pa upam, da čim bolj glasno tukaj gre. Ok? Da bi naredili še eno tako lepo vzdušje tu v vaši telovadnici. Pa nekaj že vidim, ker to tukaj lepo zod razgleda. Ja. Imamo še? Da vidim. Lepo. Bela noč me spet objame, občutek me prevzame, ki spomine prebudi, spet se jutra veselim, ko prekridamo snežna podrobne stvari, so to zvizde na nebu vedo, da za božice počutim kot otrok, da me slišim, kjer bela snežinka se poje, toplina me spomni na
zapeti. A? Ja. Ko jih vidim nasmejane, obraze vse poznane, v stari postelji zaspim, le doma tako zažarim, daj objevi me spet močno, drobne stvari so to zvizde na dimu vedo, da vsako leto rada vrnem se domov, kjer bela snežinka se poje, toplina me spomni na moje, oni me stisnejo k sebi, najbolj iskreni objemi, še ogenj v kaminu se smeje, ljubezen je tak in me greje, solze mi sreče napolnijo življenja, slišite, kako dobro poje, kjer bela snežinka se poje, toplina me spomni na moje, oni me stisnejo k sebi, najbolj iskreni objemi, še ogenj v kaminu se smeje, ljubezen je tak in me greje, solze mi sreče napolnijo življenja. Ker za en aplavz, čas bo zacelil svet, čas bo pomlajšal ta planet, tiho naju ne bo, ostalo bo rušnato nebo. Ostalo mesta, pravova cesta, priča poglavja, tebe do mene, mene do tebe. Noči prespanja ili čekanja in zanupanja, iskanja pravih načinov za isto početje, srčno unitje. Zdaj pa da vas slišim vse. Čas bo zacelil svet, čas bo pomlajšal ta planet, tiho naju ne bo, ostalo bo rušnato nebo, čas bo obdravil gotovo, vse bo usta vrsta kruh, tiho naju ne bo, ostala bo duša ne telo. Čas bo rekel stop, čas je še za en krog, čas je še za en krog. Jaz sem kar malo žalostna, ker skupina Dante se zdaj po 30 letih poslovila z naših odrov, ampak jaz pravim, njihova glasba bo večna in želim, da zdaj tale refren vsi zavojamo za njih, kakor gre glasno. A ste pripravljeni? Ok, pazi zdaj. Čas bo zacelil Just go on, down you go.
In zdaj, ko smo začeli leto 2026, Bezen za konc zapela ravno to pesem, ker vam iz srca vsem želim, da bi to leto bilo vaše leto. Naj bo polno zdravja, naj bo polno sreče, zadovoljstva in da bi počeli res čim več tistih stvari, ki jih imate radi. In jaz bi zdaj rada, da bi dokazali ste, da znate ful dobro pet. Okay? Teda zdaj ne sme biti nič tišji od tega, zdaj, kaj ste peli. Ja. In bomo zdaj zvali tale refren, pa ploskali tekle. To leto bo moje, 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 naj ulica moje, moje, ker vem, da nisem sami, to leto bo moje, moje, imate ga zdaj, naj ulica to leto bo naj ulica občutek, da poznam da poznam
sonca. Hoću da poznam, da mi roke. Dragi moji, hvala lijepa. Evo res toliko vaša kriva. In jaz tako upam, da danes ni prvič pa zadnjič, ampak da se še srečamo, ker ste res super glasna publika. In hvala lepa za povabilo. Ni problem. Spoštovani, Eva Boto ima rada življenje. Zaupala mi je, da ima rada vzhajajoče sonce. V gorjah vzhaja vsak dan. Tako da želi si ogledati vzhajanje sonca v gorjah. In ker ima Eva Boto rada športnike in športnice, in ker smo prvo občino pod Triglavom, jo danes imenujemo za ambasadorko Gorjanskega laufa. Čeprav gospod pa, to je res časno, ampak res ne vem, če sem dosti ne videl vzhajajoče sonce zjutraj. Koliko zahaja. Mogoče se pa zdaj to spremeni s tem nazivom. No, zato, da se bo spomnila na naše gorje, in danes podarjamo v imenu vseh vas ta set, s katerim bo razpravljala spitno vodo od Triglava in se bo vedno spomnila na naslednji dogodek, ki bo. Seveda je 6. februarja v letu Olimpijskih iger. Potem še naslednji je zadnji vikend v aprilu Jurijev Sedan in pa 20. julija kolesarjenje gorja Ankara. Vedno nas bo sledilo na naših poteh in hvala za to, da ste se odzvala našemu odboru. Hvala lepa. Za preglasen naziv. Hvala lepa. Najlepša hvala za res krasen sprejem. Ampak, okej, bi pa mogoče za konec, mislim, ni taka ful poskočna, ampak je pa meni zelo ljuba pesem, pa če lahko to izkoristim, ker jaz sem, bom reči, v prejšnjem letu, 2025, jaz sem začela sama pisati pesmi. In prej nisem, ne, prej pač, in lani, kada je nekdo odprl ventil in sem kar začela pisati in se izražati skozi melodije, skozi besedila. In jaz sem lani imela ful veliko željo, da bi napisala pesem za mojo prijateljico, ki se je lani poročila. Da bi to podarila kot poročno darilo. In to mi je tudi uspelo. Pa moram povedati, da to postala ta glavna pesem lani na vseh porokah, pa tudi letos bo očitno v poročni sezoni in bi vam jo rada zapela. Je pa taka malo, je romantična, je za objema, da bo vredno.
Vam jo podarjam, pa upam, da boste uživali v njej, tako, ker jo jaz čutim. Zmeri mi oči tudi napolnijo solze, ampak bom probala dan z njimi ne, ok? Da odpojem celo. Vem, da pride dan, ko mi kava ne diši, pogled postane prazen, dotik se ohladi, ti ostaješ, zaupaš mi. In vem, da pride dan, ko tebi se mudi, pozabiš na poljube, v glavi tisoč skrbi, jaz ostajam, zaupam ti. Zdaj te ne dam, pred Bogom priznam, da svet na dani s tabo imam, za naju oba, v objemu neba, trenutek v večnost peljem van, zavedno me ljubi, brani me, naj ta obljuba večna je. Mi pa smo tako, mimo grede, pripeljali nocojšnji večer do konca. Hvala vsem vam, ki ste se ga udeležili. Hvala našim gostom in hvala vsem, ki spremljate in spodbujate naše mlade športnike in prispevate k uspehu in razvoju gorjanskega teka na smučeh in biatlona. Posebna zahvala pa vsem staršem naših tekmovalcev, ki so dobršen del svojega življenja podredili logistiki in podpori mladih športnikov. Najlepše se zahvaljujemo našim sponzorjem in podpornikom, občini Gorje, podjetje Majemon, Bled in Tosedos, turističnemu društvu Gorje, zavarovalnici Triglav, planinskemu društvu Gorje, hotelu Center Pokluka, osnovni šoli Gorje, podjetju Bartok Jesenice, Kretličarnih Potočnih in mnogim drugim neimenovanjem. Vsem hvala. Hvala za vašo podporo, za dobitke za srečelov in se priporočamo še za naprej. Še to, srečelov še ni vas prodan, tako da, ko greste ven, lahko še srečke kupite, pa izdaja svečk bo, mislim, dobitkov za srečke bo še pol ure po koncu prireditve. Lahko noč in nasvidenje na 17 zvezdah na snegu 2027.
točko.